V naši družbi tokrat lepo pozdravljam gospo Nano Rituper-Rodež, sekretarko z Murskosoboškega Rdečega križa. Lepo pozdravljeni. Kako ste? Ja, kar delovno. Kljub temu, da se leto zaključuje, pri nas je kar aktivno, moram povedati. No, tako je. Zdaj smo decembra, pa vsi se radi oziramo nekako tiste mesece, ki smo jih že pustili za seboj, pa mogoče lahko tudi medve narediva en kratek pregled. Kaj se je v tem letu dogajalo pri vas? Ja, to leto je bilo zelo aktivno. Jaz sem sicer letos komaj se pridružila ekipi Rdečega križa, ampak tudi moji sodelavci pravijo, da je bilo zelo aktivno. Začetek je bil bolj miren, potem pa so prešle poplave in neurja in predvsem temu smo posvetili veliko naše pozornosti. Poleg vsega drugega, kar imamo, kajti naš del, naše združenje pokriva del tistih občin, kjer je populacija veliko revnejša morda kot v drugih koncih Slovenije in tudi njim smo se veliko posvečali. Mogoče bi kaj izpostavili izmed teh dejavnosti? Ja, celo leto smo delili prehrambne pakete. Mi imamo približno 2000 uporabnikov, ki 3-4krat dobijo na leto kakšno prehrambno pomoč ali kakšno tudi drugo pomoč. Marsikomu smo plačali kakšno najnujnejšo položnico. Poleg tega smo kar 44 otrok odpeljali brezplačno na letovanje, jih malo izvzeli iz vsakdana, da so se lahko družili z vrstniki, pa tudi 9 odraslih smo odpeljali na letovanje, oziroma starejših, poleg vseh drugih dejavnosti, seveda. Super. Zdaj, po eni strani vidite veliko stisk, po drugi pa spet lepo videti, ko nekoga osrečite, ne? Ja, res je veliko zgodb. Marsikdo pride k nam zelo obupan, v solzah in mu skušamo pomagati, koliko se le da. In meni je najljubše, ko po nekaj minutah, ko se malo pogovorimo, nas zapuščajo z solzami sreče, da smo jim vsem malo pomagali ali olajšali kakšno stisko, prižgali kakšno iskrico upanja. In tega je bilo v tem poplavnem letu kar veliko. Kljub temu, da mogoče Prekmurje ni tako ujelo to neurje oziroma so bile škode veliko manjše kot mogoče v drugih delih Slovenije, naprimer Koroška ali Savinjska dolina, pri nas ni nobenemu odneslo hiše, je pa bilo zelo, zelo veliko hiš poplavljenih, marsikdo je ostal brez ozimnice, brez vrtov in ta vlaga, voda je odtekla, vlaga pa še vedno ostaja v hišah, v njihovih domovih in se širi in še zdaj marsikdo potrka na naša vrata v zelo hudih stiskah. Ja, tako. Lepo je, če se imaš obrniti na koga, ki ti lahko ponudi konkretno pomoč. Zdaj vi poleg vseh dejavnosti, ki jih opravljate, organizirate tudi krvodajalske akcije, pa mogoče nekaj besed o tem, kakšno je sploh stanje krvodajalstva na našem področju, tukaj recimo v Pomurju, Prekmurju? Prekmurju, ja. Mi imamo zelo, zelo zveste krvodajalce, ki zelo radi prihajajo na krvodajalske akcije in večkrat sem se udeležila teh akcij ali na transfuzijski postaji v Murskosoboški bolnišnici ali pa terenskih, ki jih organiziramo in to je vedno izjemno dobro vzdušje, pozitivno in to so ljudje, ki res radi pomagajo predvsem človeku, ki jih ne poznajo in ne vejo, komu pomagajo. To je najbolj humano dejanje pomoči in vsak, ki da kri po svojim, s tem pomaga lahko 3 posameznikom. Nesreče pa nikoli ne počivajo, zato je poraba oziroma potreba po krvi kar velika. V Sloveniji, naprimer, rabimo od 300 do 350 enot krvi oziroma krvodajalcev na dan. No, tako. Kako izgleda ta statistika? Recimo tako na prvi pogled oziroma v grobem, je dovolj krvodajalcev, so potrebe velike po krvodajalcih? Zaenkrat je še dovolj pri nas krvodajalcev, ampak število žal upada. Iz meseca mesec je manj, oziroma če primerjamo minula leta, manj krvodajalcev imamo, vzroki pa so različni. Dejstvo je, da se prebivalstvo v Prekmurju stara in to pomeni, da kri lahko daš samo do 65. leta. Moški 4-krat na leto, ženske 3-krat. In veliko mladih ostaja v Ljubljani, več se ne vračajo. Dejstvo je, da odhajajo in se ne vračajo. Vzrok bi naj bil tudi to, da več ni ob četrtkih krvodajalska akcija, ampak ob sredah po novem.
Tudi se dogaja, da v službah ne pustijo krvodajalce na teren. Dejstvo je, da primanjkuje delovne sile in če nekdo izpade z kakšnega sistema, ga zelo pogrešajo. Tudi to že začne vplivati na število krvodajalcev. Pa še nekaj je, veliko naših ljudi odhaja na odvzem plazme v sosednjo Avstrijo, ki je plačljiva. In marsikdo si tudi s tem polni tudi družinski proračun. Kar je po eni strani zelo žalostno, da imam potem mi krvodajalcev, ki so pa brezplačni in humani, manj. Žalostno, res so. Izvajate morda kakšne korake v to smer, da bi se pač ta situacija spremenila? Ja, zelo se trudimo, da se jim še bolj približamo in zato imamo več terenskih krvodajalskih akcij. Zdaj decembra smo imeli najprej pri Gradu, pa potem novo smo imeli na Tišini, ki je tudi bila ta teden in je zelo lepo uspela. Januarja nas čakata še dve v Kuzmi in Rogašovcih, takoj po novem letu. Prvič pa smo letos uvedli tudi sobotni odvzem krvi na transfuziji v Murski Soboti. Tudi ta akcija je zelo lepo uspela in tudi tam sem bila in bilo je vzdušje prav neverjetno in polno je bilo smeha in to nam veliko pomeni. Ja, tako se trudimo, da se približamo našim krvodajalcem. No, lepo imate mogoče kakšne podatke, približno koliko ljudi se je udeležilo teh akcij? Koliko krvi ste pridobili? Ja, točnih podatkov nimam, ampak naprimer te na goričkih občinah Kuzma, Grad, Rogaševci, to so vedno zelo uspešne in uveljavljene in tam pride vedno 50-60 krvodajalcev približno. Ja, na Tišini smo imeli prvo in jih je tudi bilo 40 o pomoči tamkajšnjega Rdečega križa in gasilcev. So lepe številke, tudi marsikdo čaka zdaj na praznične dni, da bo šel še, tako da decembra verjetno ne bo pomanjkanje krvi. Smo pa malo pospešili to, ker pričakujemo, da bodo te krvodajalske akcije oziroma so običajno na sredah oziroma ponedeljkih, ponedeljki pa so praznični dnevi. Tako, ja. Zdaj v decembru, pa potem tudi v januarju, tiste začetek, prvi, drugi. Tudi prihodnje leto je več praznikov, pride ravno na dan, ko so odvzemi krvi, zato se bomo mogli še malo bolj potruditi, pa še koga poklicati. Predvsem upamo na čim več mladih, da se odločijo, da postanejo krvodajalci. Tako. Izvajate oziroma imate v načrtu tudi še kakšne druge aktivnosti zdaj v tem mesecu ali pa potem napolno nadaljujete z novim letom? Ja, zdaj počasi zaključujemo, kakšna poročila še treba pripraviti, pa to še sproti odgovarjamo na klice, pomagamo, če se kdo znajde v stiskah in teh stisk je veliko. Naj še omenim, da se število ljudi, ki potrebuje pomoč, povečuje, da je več potreb potem, da komu plačamo kakšno položnico. Kar je mene presenetilo ali mi je zelo boleče to, da vedno več mam z samohranilk se obrača na nas in prosi pomoč, tudi takih, ki so zaposlene in več ne zmorejo s tem. Svojo plačo poravnati račune, tako da se bomo njim posvetili vsem tem, ki bodo potrebovali pomoč tudi v prihodnjem letu. In jaz bi se zelo želela, da se še bolj posvetimo otrokom. Ker otroci, ki prihajajo iz ranljivih skupin, so lahko manj uspešni, če nimajo še močnejše podpore ali kakšne spodbude. Zagotovo, ja. Da se jim približamo, predvsem tistim, ki pomoč res potrebujejo, ker Prekmurci ne veljajo glih za tiste, ki bi to, da rabijo pomoč na glas obešali na veliki zvon. Tako da res vsa pohvala ljudem, ki skrbijo, da pomoč pride na prava vrata. Povejte, je opazno, vse te stiske so morda bolj opazne v tem mesecu kot skozi celo leto ali pa je razporejeno? Ja, absolutno so se zdaj številne stiske povečale, tako vedno več jih zdaj prihaja k nam po pomoč. Dejstvo pa je, da so tudi te poplave spodbudile oziroma prispevale, da je stisk več. Kajti ljudem je poplavilo tudi vrtove. Ljudje so ostali brez ozimnic. Nekomu se to zdi mogoče, saj ni tako hudo, ampak marsikdo je odvisen od tega, tudi skozi celo zimo. Nekomu je odneslo hišo, našim vsem vrtove in tudi to povzroča dodatne stiske. Ampak to, da mi imamo pokrit dobro teren, pa skrbi tudi okrog 130 prostovoljcev, ki delajo na terenu in skrbijo za ljudi, tako sem
ob tem res ne moremo zahvaliti tudi njim, da zaznavajo te stiske, ki jih pač mi ne moremo. No, tako. Bi mogoče še kaj izpostavili, kakšne načrte? Zdaj rekli ste v novem letu Kuzma Rogašovci, terenski krvodajalski akciji, potem je še kaj takšnega? Ja, vse te po občinah, mi imamo 12 občin, večinoma jih ima krvodajalske akcije. Tudi mi bomo v Murski Soboti imeli enkrat maja verjetno črno-bela krv skupaj z nogometnim klubom Mura, povabimo tudi vse športnike, ne samo nogometaše. Tako da bomo delali, spodbujali še bolj krvodajalce. Tudi kakšno soboto bomo še uvedli, morda kak četrtek. Pa tudi aktivnosti je res veliko. Tudi skrbimo, da se mladi v današnjem svetu, da širijo vrednote, da si pomagajo med sabo, da zaznajo, če kdo rabi pomoč. In to tudi delamo v osnovnih šolah, v srednjih šolah in v vrtcu, da se ta timski duh krepi med njimi. No, odlično. Dobro se je zmeraj znova spomniti, krvodajalstvo je tisto, ki rešuje življenje, ne? Bi še kaj dodali, sva kaj pozabili? Pa mislim, da ne. Jaz bi samo zaželela vsem miren Božič, pa kak pridejo k nam po kakšen nasvet ali pa s kakšno dobro mislijo in čim manj tistih, ki bodo rabili pomoč. Če pa bo kdo pomoč rabo, so pa naša vrata odprta. No, tako. Gospa Rituper Rodež, hvala lepa, da ste bili z nami. Želim vam uspešno delo, vse dobro, pa seveda zelo lepe praznike. Hvala vam. Hvala.